Uspelo mi je. Naredila sem zdravilo, ki te reši na smrtnosti. Že od začetka, ko sem se rodila, se bojim dneva, ki bom pač umrla. Ampak zdaj me bo to odrešilo. Imamo 4 prostovoljke, ki so se mi javile, da bodo to zdravilo poskusile, zato ker imajo svoje probleme in ja, sej boste jih slišali, ki jih bomo intervjuvali. Pa gremo. Zakaj si se odločila za moje super prostovoljstvo? Pač te graka imam na možganih si že te stopnje, ne vem, te zadnje upanje. Nimam nekam zelo veliko opcije, zdaj sem skozi vse že. In misliš, da ti bo to pomagalo? Ja, ne vem, upam. Veranda, zakaj si se odločila za to odlično prostovoljstvo? Zato, ker imam težave s popuščanjem srca. In misliš, da ti bo to pomagalo? Upam. Zija, zakaj si se odločila za to prostovoljstvo? Ja, jaz imam veliko problemov in verjamem v to, da mi bo pomagalo. In naša zadnja prostovoljka, subjekt 4. Mika, zakaj si se odločila za prostovoljstvo? AIDS imam. In misliš, da ti bo to pomagalo? Ne. Ok, kamera postavljena. Ok. Kapsula številka A12. Smo? Super. Zdaj smo uspešno ubrizgali zdravilo k projektu številka 1. Čas je za projekt številka 2. Kakorkoli je že ime. Uspešno smo ubrizgali zdravilo subjektu številka 2 ali 3, ne vem več. Čas za subjekt številka 4. Zdravilo je bilo uspešno ubrizgano, zdaj je čas za subjekt številka 2. Subjekt 1! Subjekt 1 je imel nenavadno reakcijo na kapsulo. Zgledalo je, kot da bi imela napad. Ko pregledana, je izgubila zavese, začela peniti in izgubila utrip srca. Drugi subjekti so dobro prenesli brizgovanje in jih bom zdaj gledala, kako pač reagirajo na vse to. Zbeležila si bom njihov napredek. To bi bilo tako lažje, če bi mi sam država dala vsaj malo denarja. Naj samo počakajo, da jaz to naredim. In toliko mi bo ratalo, bom dobila denar. In naprej, in naprej, in nikoli se ne bo nema svoj misel! Zdaj, če vas zanima, kako to izgleda, ne? Sem mislila, da mi je poratalo njimi. Zdaj, tele tle pač spijo normalno. In pol imam tle neko bogotruplo, ko sploh ne vem, kam naj ga dam. Oh my god. To bi moglo delovati. Kaj sem jaz zajebala, ne vem. Tak. Imam še 3. Subjekt 4 se nenavadno obnaša takrat, ko mu prinesem hrano. Nenavadno se obnaša tudi do drugih subjektov. Ne vem zakaj, začela bom dati dvojne dozo hrane, upam, da tukaj spremeni obnašanje. Subjekt 2 ima nenormalen glavobol. Dala sem mu tablete proti glavobolu, da vidim, če se bo kaj spremenilo. Za maksimalne učinke je dobila samo pol tableta. Upam, da se stane poboljša. To pa to. Konec! Kosila! Kosila! Oh, damn. Kaj se dogaja?
Subjekt 2, kako se danes počutiš? Glava me boli, pa krvavim iz nosa. O, kako imaš ti mrzlo roke. Ej, ko imaš ti mogoče vročino, se dobro počutiš? Ne, jaz sem v redu. Ok, pejt nazaj pa sprobi sekret, ok? Subjekt 2, konec. Subjekt številka 3, kako se danes počutiš? Slabo. A ko si... Kako si danes? Ne vem, Evo, kaj si pa ti z roko delala? ne vem. Kaj rabiš več hrane? Ne. O, fuck! O, ne! Ne! Evo, tle malo tiho, ko ste ve, ure. Enaintrideseti maj leto 2538. Kaj sem naredila? Še zadnji subjekt 3. Skrbela je, dan sem mi nesla kosilo in našla sem na tleh. Koliko je skrbela. Ne vem več. Občutek imam, kot da me nekdo zasleduje, ne vem. Odpri se! Odpri se! Anala Sti, 25-letna znanstvenica, je včeraj umrla. Ubil je mutant pod njeno imenovanim zombi. Detektivi sumijo, da je bila ona tista, ki je eksperimentirala na Ami Rokovni, Veri Andi, Zini Priam in Klari Seris. Po gledanju njenih beleženih posnetkov smo ugotovili, da ko je dekle hotela narediti zdravilo proti smrti, je te poskuse delala na 4 dekletih. Pri poskusih so Ami, Vera in Klara nažalost izgubile življenja. Četrta pa je bila oseba, ki je ubila. FBI, policija in zdravniki jo lovijo, zato jih kontaktirajte, če opazite karkoli sumljivega. To so bile novice o Offensive, hvala in lep večer.